Naj takoj na začetku povem, da samim pa tudi v Evropski ljudski stranki ocenjujemo, da je predlog uredbe, ki je pripravila komisija, neprimeren za nadaljno obravnavo in da pričakujemo, da komisija pripravi bolj, naj temu rečem, normalen predlog. Prvi razlog, ki je že to, da mi leto začenjamo z skupno kmetijsko politiko, strateški načrti so sprejeti, skozi te uredbe, ki zdaj prihajajo na mizo, prihajajo nove obremenitve, nobenih novih virov, kot je tudi kolegica Klara dejala, in mislim, da je bilo prav, da najprej vidimo, kako bodo ukrepi skupne kmetijske politike posredotočeni na okolje začeli delovati in da potem lahko nadaljujemo s temi stvarmi. Naslednja stvar, kar je velik očitek komisiji, ne samo pri tej uredbi, da ni izdelane presoje vplivov na prehransko varnost. Včeraj se nam je gospod Timmermans, kar se tega tiče, zlagal. Presoja je na 600 straneh, vendar je narejena na vplive na okolje, v eni besedi pa ni narejenega vpliva na prehransko varnost, kar so tudi ministri na svetu zahtevali, da se vidi, kako bo to vplivalo na prehransko varnost v Evropske uniji, tako z vidika, da bomo imeli dovolj hrane, da bo hrana dostopna za povprečnega potrošnika, kako bo vpliv na uvoz v Evropsko unijo, odkot bomo uvažali. Tudi včeraj je dejal komisar Timmermans, da Evropa ima višek, vendar ima višek zato, ker ima zelo veliko končnih produktov. V osnovnih proizvodih smo pa že danes veliki uvozniki in smo tudi že pri današnjih točkah slišali to. Vpliv na male kmetije je problematičen. Na drugi strani spremenjene razmere z vojno. Kar se tiče cilja 50% je postavljen na pamet, ni nobene osnove, kako se je prišlo, to je bil tudi strani komisije določeno. Obvezni cilji za države zopet arbitrarno ali pa nek način določeni nepravično, smo že danes o tem razpravljali, zelo različna začetna stanja, na kateri so že mnogo naredili, nič od tega ni upoštevano. Da se je prišlo do 50%, so se določila občutljiva območja. V Sloveniji, ki imamo največ nature, smo tako dobili več kot skoraj pol kmetijskih zemljišč brez uporabe pesticidov. Tudi tu je bilo včeraj napačno izrečeno. Celo območje v Evropi zaščitenega vina terana je izključeno iz predelave terana, se pravi ne samo ena kmetija, vse kmetije. Dodatna administrativna bremena s poročanjem za državo, za kmete, zopet nesprejemljivo. Ni alternativnih rešitev, niti v bioloških pripravkih, niti novih tehnik žlahtnjenja ne spravimo skozi preciznega kmetijstva. In zaključujem s tem, da je to eno tistih predlogov, ki je širom po Evropi povzročil ogromno evroskepticizma med kmeti. In mi si enostavno ne smemo tega dovoliti v tem času, zato mislim, da kljub temu, da podpiram cilje, v katero smer je Klara zapisala svoje poročilo, mislim, da je prav, da to poročilo gladko malo vrnemo komisiji nazaj.